Pozdravljeni! Dokler obstaja svetovni splet, bodo obstajali tudi spletni izzivi. Nekateri so bolj, drugi manj neumni. Nekateri zahtevajo veliko spretnosti, druge lahko obvlada vsakdo. Veliko izzivov pa vsebuje tudi dobrodelno noto. V Sloveniji je za nov izziv poskrbel Dejan Krajnc iz zasedbe Poskočni muzikanti. Na svojem Instagram profilu je muzikant objavil fotografijo s pomenljivim besedilom: "Če ta slika dobi 25.000 všečkov do božiča, si Poskočni Dejan pobrije irokezo." To številko, čeprav je dal sledilcem čas do božiča, je Dejan osvojil v 2 dneh in jo krepko presegel. Za kakšen izziv gre, nam bo Dejan povedal kar sam. Urednica Nove Karmen Špacapan pa nam bo razkrila ostale zvezdniške izzive. Pozdravljena! Živjo, zdravo, hello! Dejan, boš držal svojo besedo? Absolutno, glede na to, da ni bilo treba čakati do božiča, da je bila zadeva zbrana v 2 dneh, sem rekel, v bistvu sem sam sebi rekel, da to pa zdaj res moram narediti, čeprav mogoče na samem začetku nisem pričakoval. Tako da v bistvu 15.12. pade tole do konca. Torej si to objavil malo za šalo, malo za res? V bistvu neko ozadje sem že imel v glavi, nekje v malih možganih, ampak začelo vse kot šala. V bistvu vsaka dobra stvar se začne kot neka šala, kot nek tekst. Potem naprej sem pa rekel, glede na to, v bistvu hotel sem probati svoje Instagram sledilce, ker jih je preko 35.000 in 25.000 lajkov je padlo kot za šalo. In v bistvu stvar sem razpletel kot dobrodelno akcijo, hashtag ni vse v frizuri, ki je tudi, če tako da pokažem, utetovirana v moji koži. No, a boš zdaj še kako pazil, kaj si boš zaželel? Ja, zgleda, da tale internet ni mačji kašelj, tako da v bistvu, kar rečeš, je treba narediti, ker drugače te tvoji sledilci, tisti, ki ti nameravajo slediti tudi v prihodnje, v mojem primeru fani, ki hodijo na nastope, treba mi narediti, kar rečeš, in ker sem mož beseda, bom naredil, ampak iz tega sem razpletel nekaj več, da pomagamo tistim, ki nimajo. Torej, kaj je namen te dobrodelne akcije Ni vse v frizuri? Dobrodelna akcija, hashtag ni vse v frizuri, je v bistvu zrasla na mojem zelniku. Pomaga mi cela skupina Poskočni muzikanti in pa Zveza prijateljev mladine Slovenije. In nekako tako sem na razpletu, če ste sledilci, tisti, ki me spremljate, sposobni zbrati 25.000 lajkov takole, kot za hec, sem prepričan, da lahko vsak tisti, ki je kliknil like, da tudi 2 evra in pridemo do mojega želenega cilja, da zberemo 50.000 evrov, ki bodo romala družinam, torej otrokom, ki jim starši ne morejo kupiti božično novoletnega darila. In vse to se bo razkrilo 15.12., ko bo padla moja frizura in bom izgledal nekako takole, ampak po celi glavi. Karmen, kaj bi rekla, zakaj se zvezdniki lotevajo tovrstnih izzivov? Ja, eni se lotevajo tudi zaradi popularnosti, ne bom rekla direktno, ne. Pač si nekaj izmislijo in potem s tem zbirajo všečke in to je pač način, da povleče nase čim več pozornosti za moje pojme. No, drugi zdaj kot Dejan pa očitno se tega lotevajo zaradi res, ker bi radi nekomu pomagali, ne. Saj takih je tudi kar nekaj, zdaj na pamet mi ne padejo tako direktno taki nori, ki si bojo strigli. Ampak mene pa bolj zanima, a čist pobril se boš? Ja. Ravno tako, Karmen, kot si začela, glede na to, da smo neka milenijska generacija, ki, še sam ga imam tule, ki toliko časa preživimo na teh pametnih telefonih, je prav, da ne iščemo pozornosti, pa ne zbiramo lajke samo zato, da nafilamo svoj ego, ampak da naredimo še kaj več. In jaz mislim, da je to tista prava poteza. In ja, Karmen, čist do nule grem. Kaj pa ta čopek, kam bo šel? Ne vem, glede na to, da si urednica marsikaterega medija, lahko ti ga podarim in bo romal na tvojo pisalno mizo, recimo. Ja, kot šopek, ali kaj? Tako, na mesto vrtnic, še roza je. Mogoče pa še njega damo, ne vem,
za dobrodelne namene. Ne? Ja, evo, pa dvakrat Nujno. zaslužimo za tiste otroke, ki si to Okrasimo. Ampak tisti, ki bo največji donator, te bo lahko pobril, a ne? Ja, v bistvu ciljam na tiste, ki imate mogoče malo več pod palcem, drugače za vse tiste, ki pa imate kakšen evro viška, bi vas pozval, da pošljete kratko sporočilo, torej SMS na številko 1919 z ključno in kratko besedo darilo 5 in tako darujete 5 evrov. Na spletnih straneh pa imamo tudi objavljen TRR, evo sedaj vidimo tudi na ekranu, kako to storiti. Za tiste, ki bi pa mogoče donirali malo več, pa imam spet nov izziv, tisti me lahko uživo pred celo Slovenijo pobrije. Kako pa si sploh prišel na to idejo? V bistvu ena frej nedelja je bila, sem rekel, grem jaz malo v savno, ker je to moja strast, objavil to fotko, da zbiram toliko lajkov in pridem iz savne in je bilo tako 10,000 lajkov v 2-3 urah. Wow! Ustavi konje, zdaj gre pa zares, zdaj moramo pa narediti nekaj več, da ne bomo res eni idioti, ki klikamo po Instagramu pa Facebooku. A v savni si bil s to irokezo? Ne, tam pa prej pade. Pade, a ne? Levo, desno? Jaz sem še zelo mlad, na meni vse stoji, ampak kot grem pa po tuš, pa tudi to pade. Ampak verjetno te veliko ljudi sprašuje, kako si narediš to slavno frizuro. Ja, točno tako, to se dogaja redno na vseh nastopih, na ulicah, na Facebooku, na Instagramu, zato sem pred dnevi. Pejte na YouTube, objavil video Poskočni Dejan, hashtag ni vse v frizuri, how to make mohawk in si lahko vidite, cel postopek sem posnel, kako si naredim to frizuro, ki jo kmalu ne bo več. Ja, saj tudi mi smo pripravili ta video, tako da si ga kar poglejmo. No, dajmo. Ko stvar dobro spereš, je na vrsti šampon za lase. Dobro, treba zdrgniti, da gre lak od prejšnjega večera dol. Po šamponu je na vrsti balzam za lase, da bodo lasje mehki. Zakaj morajo biti mehki? Vidimo kasneje, ko si jih bom sušil. V celem postopku tuširanja je treba lase do dobra posušiti. In zato imam jaz eno specialno tehniko. Res je, da smo glasbeniki veliko doma, veliko na poti in v hotelih, kjer spimo, imajo takšne fene. To je po domače za nič. Jaz imam vedno sabo svojega, ki dela kot urca. Poleg kvalitetnega fena potrebujemo še zelo močen lak in pa dobro krtačo. Zdaj gremo pa dol. Lasje morajo biti obvezno mokri in pa face mehki. Začnimo. In ko so lasje do neke faze suhi, vzamemo krtačo in jih češemo tako, navzdol, ampak s fenom. Potem je seveda vmes še par skrivnosti, ki jih vam ne bom zaupal. Saj veste, vsak kuhar ima kakšno skrivnost, ki jo pač ne morete izvedeti. Sorry. In zdaj je na vrsti ravnanje. Dejan, pred nekaj meseci si mi povedal, da boš ostal zvest svoji irokezi, dokler ti bodo lasje služili. Na vseh mojih nastopih, pa tudi ko se bom poročil, bom imel to svojo znamenito irokezo, si še dodal. Ja, so v bistvu vse Ali to... si se morda poročil? Čakaj. Ne, nič se ni spremenilo, ampak mogoče pa, vse veš, lasje rastejo. Jaz sem prepričan, da v dobrem letu bo teh, ne vem, 13, 14, ali koliko je to, zaraslo nazaj. Do takrat bom imel pa res en odpičen outfit, glih pred dnevi sem bil pa enem zelo znanem klubučarstvu in obljubljam, da bo tisto, kar bo od zdaj naprej na moji glavi, še bolj vidno, še bolj opazno, tako da ne bom ostal neopazen in zelo posebno. Tako da tudi zdaj me boste našli med množico ljudi. Elton John varianta, Uno. Jaz sem bil pred kratkim na koncertu Elton Johna in bil je res poseben, ampak jaz bom še boljši. Še boljši, okej. Irokeza je prišla sama od sebe, ne z namenom za lažjo prepoznavnost. Ko smo mi poskočni kar nekaj let nazaj, ja, drugo leto 2020 bo že 10 let,
no, ko smo pred leti začeli, smo začeli kot klasičen narodno-zabavni ansambl in takrat nisem razmišljal o ničemer. Sam, da bomo igrali, da smo imeli fino, da bomo mogoče spoznali kakšno lušno, simpatično punco in se predvsem zabavali. No, zdaj šla stvar naprej in že dobro leto dni, v bistvu, čeprav imamo to zelo radi, čeprav je to zapisano v našem DNK-ju, izvajamo oziroma snemamo svoje lastne skladbe, predvsem v bolj plesni varianti, v bolj zabavni različici, torej te naše največje uspešnice zadnji čas, kot so Zagorje, Solze, Hula, Palu in tako naprej, so vse bolj tem popovskem pristopu in tako bomo, kot kaže, tudi nadaljevali. In ja, stvar je prišla zelo spontano, z enim kolegom, Patrikom iz Nemčije, sva šla skupaj k frizerju, smo se ostrigla tako, da je bilo malo gor, no potem je raslo in nekje pri našem videospotu Adijo Madam, ki trenutno šteje na YouTubeu že kar 6 milijonov ogledov in so ga vsi otroci vzeli za svoje himno v vrtcih, je nekako nastala ta frizura in zdaj še kar raste, ampak vse veš, 15 ga ne bo več. Ja, ampak povej mi, te ljudje na ulici sploh prepoznajo brez irokeze? Ja, v bistvu to je pa po eni strani zelo dobro, ne? Ko sem na nastopu, ko sem na kakšnem intervjuju, imam frizuro gor in vsi vedo, kdo sem. Ko pa hodim po ulici, ko imam kakšno nedeljo prosto, pa kapo na glavo in sem tako po mojem 95% manj opažen, ampak jaz imam kar rad, če kakšno dekle, kakšen otrok, kakšen fan pride do mene, me prosi za slikco, vedno rad, ker v bistvu imam res najraje tiste, ki poslušajo našo glasbo in znajo naše tekste na pamet. Vse ti to veš, da je to zaščitni znak punkerjev, ne? Punk scene. Koliko poznaš punk sceno, ti je blizu? Nisem zdaj to se je včasih zelo poslušal, ne, moj oče je to poslušal. Poznam, oni so imeli še bolj v špic, pa še više, ne. Tudi mislim, da so Stalingrad, Leningrad Cowboys so bili za Ruse tudi na Eurosongu, oni so imeli pa tako naprej, ne. Tako da jaz imam pa kar nekih zmernih mejah, do 15 cm navzgor. Tako da imam neko svojo verzijo narodno-zabavne pop-punkerske frizure. Ampak punka pa ne poslušaš, ne? Sem bil na koncertu Green Day, ki se štejejo med punkere in so mi všeč. No, pridu. Čeprav tudi vi v glasbo vpletate druge zvrsti, ne samo narodno-zabavne glasbe. Ja, točno tako. Leto dni že izdajamo predvsem zabavne komade, od Hula Palu do Zagorje, Solze, da upam, da si srečna, Beli oblaki, bele snežinke. Tako da v bistvu zadnjo leto počnemo oziroma izvajamo in izdajamo predvsem zabavno glasbo, tudi za drugo leto tako kaže. Tako da, ampak kljub temu tisti, ki imate radi harmoniko, pridite na naš nastop. Tako da vse se najde, za vsakoga nekaj. Po kratkem predahu pa se bomo lotili še drugih izzivov. Se spomnite izziva z ledeno vodo, ki je obnorel svet in v katerem je želel sodelovati čisto vsak, saj je šlo za prispevek v dobrodelni namen. Od omevnega spletnega izziva s polivanjem z ledeno vodo je preteklo že nekaj časa. Letos pa je na družbenih omrežjih zaokrožil nov trend – Bottle Cap Challenge oziroma izziv za maška steklenice. Dejan, v ta spletni izziv so se vključili tako zvezdniki kot najboljši borci na svetu. Si se ga tudi ti morda lotil? Ja, kot sem že prej omenil, smo ta milenijska generacija, čepimo na telefonu, Instagramu in ja, tudi sam sem to naredil. Malo pobrskaj, malo nazaj po mojem Instagramu, pa boš najdla ta video. Ti je uspelo? Ja, mi je uspelo v drugem poskusu. Aha. No, za ta spletni izziv potrebujemo zgolj steklenico ali plastenko za maškom. Za mašek pa je treba odviti z nogo, a zadeva ni tako preprosta, kot se sliši. Vse to je namreč treba storiti med skokom in obratom v zraku. Karmen, kaj pa ti si se tega lotila? Ja, veš, da. Ne, jaz se enostavno odvijem tako huši. Ne, nisem. Jaz se teh izzivov pač ne lotevam. Sem že malo starejša oseba. Bolj se moj sin... No, to ni res. To ni res. Super zgledate, obe dve. Hvala, ne. Ampak ne, tega ne. Mogoče se ne upam, ker jaz bi padla na tla in se kaj zlomila. Definitivno. To ni štos za mene. Čakam na kakšnega bolj enostavnega. Poljubi ljubljeno osebo, naprimer.
Poljubi, ljubljen, ja, dobro, ok, posnami se. Ampak ti si verjetno kaj zapisala o tem izzivu v reviji Nova? Veš, da niti ne toliko, Niti ne. moram prav priznati, ne. Ne, zaradi tega, ker to smo toliko razpalili se ne reče, ampak to smo, toliko tem smo pisali bolj online, ne, niti ne v Novi, veš, ker to je fajn imeti video zraven, ne. Ja, Se res pravi, je. na tak način, a veš, tako da. Zanimivo, da ga je začel kazahstanski mojster borilnih veščin Farabi Davlečin. Ob njem je takšne in drugačne pretepače, kot je Jason Statham, izval, naj ga posnemajo, če zmorejo. Nato pa se je izziva lotila še vrsta drugih zvezdnikov. Torej so mediji poskrbeli za svoje, oziroma Pretepači. družbena omrežja. Ja, družbena omrežja so poskrbela. Mediji sploh ne rabimo tle nič narediti, ker družbena omrežja sama vse naredijo. Mene pa zanima, če Dejan ti uporabljaš TikTok. A veš, da sem si ga že ustvaril kakšna 2 meseca nazaj. Čakajte, kaj je pa to? To je še eno družbeno omrežje za take bolj mlade. Okay. Aha, smisel, da gre kaj narobe, ne? Vse je po planu. Danica, ti si tudi na tekočem, ne poznaš TikTok? Ne poznam. Ravno danes sem naložil svoj drugi TikTok video in ne boš verjela, v 4 minutah je imel 3000 ogledov. Tudi moji imajo tam follow. In tam je ogromno teh challenge-ov, ampak večinoma so zelo mladi ljudje, ki se grejo to. Pravijo, ne, da če bo šlo vse tako naprej, da bo TikTok preplavil Facebook, Instagram, tako da Danica stopi Hitro, Danica, boš videla. Bom kasneje pogledala. Zelo dobri filtri so, mislim, jaz res uporabljam skoraj vse. Dobro vedeti. Vidim, da imamo eno profiko, ne, da je treba tule vprašati za inštrukcije. Sina imam 12 let starega. Tako da vse tiste challenge on naredi, ne? A veš. Ja, ampak daleč najbolj uspešen izziv je bil zlivanje vode na glavo. V njej so sodelovali tako popolni neznanci kot zvezdniki. To poznam. Ne spomnim se, sem tega naredil. A ga nisi? Ne, mislim, ne, smo ga skupaj z bendom, skupaj s Poskočnimi smo ga. Se spomnim še pa tistega prej, ko je pa naredil moj kolega, tistega tudi enega druga. Se spomniš, ko je po Instagramu in Facebooku krožilo, da moraš pol litra piva zeksati? En moj kolega je bil pa med prvimi, ki je rekel, da to ne bo naredil in je objavil, kako zeksa pol litra vode. In tisti njegov video, vem, da se tudi viralno razširil tako po celi Sloveniji. Ne, eno, ne drugo ni dobro, po mojem, zeksati. Ampak pri tem polivanju z vodo, dejansko je vsak udeleženec po polivanju z mrzlo vodo še nakazal denar organizaciji, ki pomaga obolelim za amiotrofično lateralno sklerozo. Ključne besede te akcije so bile na Twitterju omenjene kar 4 milijonkrat, zbranih pa je bilo več kot $100 milijonov. Bravo. Lepa številka. Bravo. Saj jaz pravim, da če že narediš kako bedarijo, daj najmanj nek višji namen. Ja. Ampak takoj po zlivanju ledene vode pa se med zvezdniki razširila nova obsedenost, avtoportret nekaj trenutkov zatem, kot prejo oči. Akcija je potekala povezavi z UNICEF-om, znesek pa se je prispeval za izredne razmere v Siriji. Poznata to? Se spomnita? A veš, da tega ne poznam, mi je pa padla ena nova ideja, ne? Da bi lahko naprimer naredil selfija takoj po tistem, po seksu, naprimer. Prvi, takoj v naslednjem trenutku, ko prijeta oba dva do vrhunca, da se naredi selfij. Zakaj bi pa tle zbiral cash? Ja, ne vem, mogoče zanimivo vprašanje. Za tiste, če razpredamo naprej, za tiste za obolele z AIDS-om, naprimer. Dobra ideja. Naprimer. Ja. Ja, tu imaš mogoče nov izziv za naslednje leto. No, okej, že imam 2 ideje. Super. Ampak če se vrnemo na prejšnji izziv, tisto viralko je začela Jemina Khan, znana pripadnica britanske družbene smetane in nekdanje dekle Huga Granta, ki je tudi UNICEF-ova ambasadorka. Vse prijatelje, ki želijo darovati v dobrodelne namene, pozivam, naj se ne udeležijo razkošne večere, ampak sodelujejo v kampanji prek družbenih omrežij. Saj je to najhitrejši način, je dejala. Bi se strinjala? Kaj praviš, Karmen? Ne vem, če vedno. Ne bi se prav vedno strinjala, no, odvisno zdaj.
Zdaj, v tujini je malo bolj, mi ni toliko blizu kot Slovenija. Vidim, da v Sloveniji to vse drugače laufa. Ne? Ta fora, to je ona tako izbojena, ne? Ja, ja. Ja, no, vse je pač lepa ženska, ampak ja, ne vem. V njega je vključila tudi svojega bivšega Huga Granta. Seveda, bivšega vključiti je vedno fajn, ga malo spomniš na se. Ja. No, bebe, prosim, stop. Umirite se, gremo naprej, pustimo bivše in sedanje. No, ampak predvsem je želel vsak, ki kaj šteje, sodelovati tudi v akciji No Make-up Selfie, v kateri so splet preplavile fotografije ženskih nenaličenih obrazov. Ženske so na tak način prispevale denar za raziskave o raku, zbrali pa so okoli 10 milijonov evrov. Spet ste vedve punce na potezi, ne? Nisem ravno vsak dan v maski, tako da boste najlažje, ker vedve povedale, kolikrat bi se odrekle make-upu. Naprimer, Danica pove, bi šla na prvi dejt brez nenaličena? Priznam, da ne. No, vidiš. Odvisno kam, Danica. Ja, to pa tudi če te v savno povabi, verjetno, ampak to je čuden dejt. Ampak, oprosti, ne bi šla na prvi dejt v savno. O tem sem razmišljal, ne? Ja. No, pred leti pa je družbeno omrežje preplavil še izziv izložbenih lutk. Izzivov, v katerem sodelujoči posnemajo izložbene lutke, seveda se trudijo, da zamrznejo v čim bolj nenavadnih držah. Se niso mogli opreti niti zvezdniki, kot so Adele, Beyoncé, Cristiano Ronaldo in celo Paul McCartney so samo nekateri od zvezdnikov, ki so na spletu objavili svoje posnetke. Ne poznam te akcije. Ne. Očitno v Slovenijo ni prišla. Ne, nisem slišal za to. Carmen, ti si slišala med našimi zvezdniki? Ne, ni. V Sloveniji po moje tega ni bilo, ne. No, ampak ta izziv je šel celo tako daleč, da se ga je v porodni sobi tik pred porodom v družbi matice klana Kardashian Kris lotila zvezdnica resničnostnih šovov Blac Chyna. Ajoj, ona. A to pa verjetno poznata, ne? Vse za lajke. Ja. Ona pa mogoče res malo za lajke, no. Ja. Po moje. Vsake toliko se na družbenih omrežjih pojavi izziv, ki mu kot vročeni sledijo tako znani kot širši javnosti neznani obrazi. Tudi tisto, kao objavi se že 10 let fotografij ali nekaj. Tu pa sem sodeloval. Tega pa se bomo lotili po oglasi. Že prehitevamo čas, vidiš. Živimo v dobi družbenih omrežij. Sorazmerno z naraščanjem števila uporabnikov spletnih platform narašča tudi število različnih izzivov, ki jim rada podleže predvsem mlajša generacija. Velikokrat smo priča smešnim, včasih celo grozljivim izzivom, ki jih ponujajo zvezdniki ali pa običajni ljudje. Mladi pa jih z veseljem posnemajo, največkrat zgolj za všeček ali dva. Carmen, to je žalostna resnica. Predvsej žalostna resnica, ker se zgodi dostikrat kaj nepopravljivega. Ne? Naprimer, tisti challenge oziroma izziv, da se fotografiraš na najbolj nevarnem ali pa na kolikor toliko nevarnem mestu, pa se zgodi hitro nesreča. Zdaj, mislim, da se je tudi sin od Nick Cavea tako poškodoval, sicer tam je bila tudi upletena droga. Sem je slišala, da sem Primorka. Potem imaš tudi challenge papričica, ko se reče chili challenge. Ne? Točno, tudi to je bilo. To je ni tako nedolžen, kakor zgleda. Če veliko skovilov ni priporočljivo. Ni nedolžen, se komod zadušiš ali pa ne vem, kaj se ti zgodi. Tako da challenge z alkoholom, o katerem je prej Dejan govoril, ne? Ali pa to, da narediš v piksni lukance nekaj tazga in da spiješ. Ogromno jih je, mislim, res. A pa challenge na vsakih 6 sekund blinkneš, bedarija ta. Jaz imam enega lepega, naprimer. Bom jaz izval po novem letu vse, da objavijo video ali pa slikca, kako na lica poljubijo svoje mami. To je pa res lepo.
Jaz se ga bom zagotovo lotila. No, vidiš. Ampak na začetku tega leta pa so ljudje s posnetki izpred 10 let in danes drugim kazali, kako so se, oziroma bolje rečeno, se v tem času niso spremenili. Trendu so podlegli številni znani obrazi. Tudi ti, Dejan? Ja, tudi sam sem se tega poslužil. Ko sem bil jaz manjši, ko sem bil nekje v osnovni šoli, me je za poleg narodno-zabavne klasične pop glasbe zanimal tudi rap. In takrat sem hodil na ena takšna manjša rap tekmovanja, ker sem sestavil svojo pesmico, ker sem rapal vseh svojih sošolkah, sošolcih in učiteljih. No in takrat je bil, mislim, da v komisiji Sixpack Čekur. In objavil sem slikco, ki sem bil z baretko, pa z raztegnjenimi hlačami na zvonec takrat, in potem smo se s Sixpackom slikala še letos in smo skupaj. In ja, takšne stvari potegnejo rajo, se deli, se komentira, se šera, kar ima za Instagram, za Facebook dober reach. In zakaj se to počne v končni fazi? Zaradi tega, mislim, da se lajka, ampak tudi zaradi tega, ker je luštno pogledati. No. Dosti teh challengeov sem gledal in je bilo zanimivo, kako so se nekateri res postarali, nekateri so pa praktično isti. Ne. Ali pa ženske so v večini primerov ful lepše in mlajše po 10 letih. Ja, sploh, če, Zaradi filtrov, a ne? Definitivno. pa mogoče kakšne plastične operacije tudi pridejo, ne? Naprimer tule. Ja, no, tam je zažgana, tam je kadar na tele Versace, na to drugi je pa ko ena princeska. Ja. Lepša, z leti je lepša, a ne? Leti je lepša, ja. Aha, Ampak tam, na prvi pogled nedolžna zadeva je sicer zasvojila milijone uporabnikov, ključno zvezdniki, da objavljajo svoje fotografije izpred 10 let in danes. Vendar strokovnjaki za zasebnost in s tem tehnologijo opozarjajo, da zadeva ni tako nedolžna in da imajo lastniki Facebooka povsem drugačne skrite motive. Kaj pa o tem menite? Ja, itak. To sem že slišal. Ne? Veliko ljudi si na svojih laptopih prelima sprednjo kamerco, nekateri to počnejo celo na telefonih, ampak ne vem, kako pol selfija naredijo. Ja. Jaz mislim tako, da mi Slovenčki smo zelo mehne ribce v tem svetu in da nimamo se kaj bati, da tisti iz Amerike, iz Kitajske, iz Rusije, ki bo hotel priti do nas izvedeti, kaj imamo mi na telefonu, nočni umarci, v računalniku bo prišel tako ali pa drugače. Recimo primer, Danica. Ja. Imeli smo kosilo na gradu, pa je Sonja Javornik objavila fotografije. Ja. Tebe je tegala, mene in Aleša matka ni, ampak je Facebook avtomatično. To je že face recognition. Sigurno. Totalen. Ker je bila čisto, kako se ti nisem tegala, ker vem, da te ne smem, ne, varianta. Ne. Ja. Tako da ja, tudi na tem je. Facebook vse prepozna. Ja, definitivno. Naprimer, malo bolj brezvezne, oziroma ne razumem, zakaj pa ljudje to počnejo. Naprimer, kot starš se odločiš, da ti ne boš objavljal svojega otroka. Super, spoštujem, naj se otrok sam odloči. Ampak ne vem, zakaj potem zvezdniki objavljajo, pa tudi navadni smrtniki, ko imajo svojega otroka na sliki, poleg, ampak mu zakrijejo obraz ali pa je obrnjen narobe. Čak malo, zdaj se odloča, da ne boš objavljal svojega otroka. Poleg ga ne objavljaj. To je v bistvu na meni na nek način, to je pa totalno zbiranje lajkov. Imam otročka, ampak ne bom pokazal njegovega obraza ali pa bo obrnjen narobe. No dej, ali ga objav, ali ga pa ne objav. Ampak nekaj takega sem zasledila tudi v medijih. Naprimer, Iris Mulej je pokrila svojega otroka oziroma ste morali zamazati sliko. Mi moramo pokriti, če ni dovoljenja staršev. No, vem sam, zakaj ga potem sploh želijo pokazati, če so se odločili, da ga ne bodo pokazali. Edino, če je zatem kakšen denarček, ne? To je pa druga stvar. Kaj bi rekla, Karmen? Ne, veš kaj? Objavite, vprašate za vsako sliko posebej? Če so otroci, ki jih ne poznamo, kaj podobnega, jih zakrijemo vedno. Edino, če recimo starši dovolijo, potem lahko objavimo. Se tudi po šolah morajo starši podpisati, da se lahko njihove otroke uporablja v te namene, da se objavljajo po revijah, časopisih. Tako, ne? Ja, ravno imamo po Skočni tudi eno akcijo, ko bomo v 20 oziroma v 30 dneh obiskali kar 50 slovenskih vrtcev.
in vem, da je bil problem, vsi učitelji, ravnatelji so morali predhodno zbrati vsa dovoljenja, ker je bil pogoj k razpisu, da se posname kratek video, in vem, da so se mi na Facebook, na Instagram javljali, joj, mi bi tako sodelovali, ampak mi starši ali dva ne dovolita in potem je šlo vodo, ampak mislim, da če se dobi dovoljenje, potem ni problem, če ga pa ni, pa zna nastati. Ja, definitivno, se ne igramo s tem. Verjetno pa med nami ni človeka, ki v zadnjih mesecih ne bi zasledil fotografije prijatelja s filtrom, ki postara. Aplikacija FaceApp je dobesedno preplavila družbena omrežja. Ja, Dejan, si se tudi tega lotil? Valjda, tudi tega sem se lotil, ampak ta program ni dosti dober, ne, ker meni je obdržal frizuro in jaz sem prepričan, da ko bom jaz star 50 ali več, ne bo teh mojih las nikjer. Carmen? Mi smo celo objavili te fotografije postaranih znanih Slovencev in eno dali celo na naslovnico, joj, kako se je postarala, ampak ne. Finta v tem, jaz tega nisem preizkusila, tega filtra za staranje, absolutno ne, sem pa preizkusila filter da sem postala moški. Carmelo, tisti mi je bil bolj všeč, unga sem preskočila, tistega za staranje, mi ni fajn video. Ker ostani takšna, meni se zelo všeč. Ampak definitivno največja sprememba v tem 10-letnem izzivu pa je Caitlyn Jenner, a ne? Carmen. Ja, točno. To pa je sprememba. Ja, rahla sprememba, ja. Ampak vidiš, tudi v tem primeru lepša pa mlajša, lepši pa mlajši, ne vem. Meni ni všeč ne ena, ne druga stran, tako da. Ampak kaj bi rekla, kje so meje, ko gre za izzive? Sigurno varnost, ne, mora biti meja, pa ne izpostavljanje drugih tem izzivom, sploh pa ne otrok. Skratka, ne vem, pač pametno jih je treba delati. Zato tale aplikacija TikTok, vse sem povedala, ima take bolj simpatične Moramo preveriti. Simpatične, pojejo, plešejo, skačejo levo, desno. Zabavno je. Zabavno, ni nič tako groznega, da bi moral, ne vem, laufati zraven avta, pa se zraven fotografirati ali pa z ledeno vodo se polivati med tem, kaj ješ čili, ne vem. Jaz mislim, da pri nas so trenutno najbolj slavni skupina akrobatov Dunkin Devils. Vem, da imajo tako milijonske, 10 in več milijonske oglede. Kmalu se lotili in fantje res rasturajo tudi na TikToku. Njim pa ne sledim še. No, evo. Ja, dejansko danes ne moreš uspeti samo z glasbo, ampak v prvi vrsti šteje zgodba, kaj ne, Dejan? Sigurno. Veliko, na tisoče je boljših glasbenikov od mene, boljših pevcev, boljših klarinetistov, boljših avtorjev, boljših tekstopiscev, aranžerjev in tako naprej, za katere mi je v bistvu žal po drugi strani. Mi je žal, da igrajo doma v garažah, da igrajo samem sebi, da ne razdajajo ga samega sebe pa znanja drugim, ampak žal danes je pomemben tudi nek X-faktor, ker danes žal, pa sploh v Sloveniji, če si glasbenik, moraš biti še komponist, aranžer, make-up artist, stilist, režiser, PR-ovec, snemalec, vse moraš biti. In pač žal je tako, po en stran pa nas to ločuje drugih in tisti, ki mogoče vladamo kakšno stvar več, lahko pojemo in se kažemo množici. Carmen, vsekakor tudi pri tebi šteje zgodba, kaj ne? Ne moreš objaviti samo o glasbi. Odvisno, v kateri reviji spet. V novi vsekakor ne morem objaviti samo o glasbi. V drugih revijah, ki so namenjene temu, se pravi stop lahko samo o glasbi, samo o televiziji. V novi pač iščemo zgodbe izza kulisja. Ne vem, njega sigurno bomo objavili takoj, ko bo ostrižen, a ne? 15, 12. Je pa res, da se ne želijo vsi na tak način izpostaviti. Nekateri glasbeniki sploh se nočejo pojavljati v novi. Pač imajo svoje, ne samo o glasbi bomo opisali. Ok, pišemo lahko tudi samo o glasbi, ampak boš pa dosegel malo manj ljudi. Predo, daj mene 2-krat not na mestnih, pa je stvar rešena. Ok, zmenjeno. Prej in potem, ne? Pred irokezo in... Evo, se v bistvu stvar je zelo preprosta. Ja, in potem. Čak, predstavljaj si. Ja. Zdaj se pa vredno že poslavljaš od nje. Dobrih 10 dni. Poslavljam se, ampak jaz sem prepričan, da boste obe dve, pa tudi vsi gledalke poslali SMS 1919, darilo 5 in s tem res pomagali marsikateremu otroku.
Kakšen izziv pa sta si zastavila za novo leto? Jaz ga imam. Res ne bi rad več ostajal ob nenormalnih zgodnjih urah, rajše bi delal dlje v noč in ne vem sicer, če mi bo uspelo, že zdaj sem zelo skeptičen, ampak da bi mogoče samo en mesec v celem letu, torej 30krat do 31krat vstal, se prebudil, šel iz posle pred 10 uro. Karmen, tvoj izziv? Izziv, ali ta zaobljuba, ali kaj, ne vem, milijon bi jih morala imeti. Pač mogoče, da bi brala malo več, prebrala kakšno knjigo več, ker zdaj se toliko utapljam v tračih in v novičkah in v televiziji in temu, da dejansko nimam več časa za da vzameš knjigo, se usedeš na kavč oziroma na fotelj pa bereš. To bi bil neke vrste izziv. Book challenge. Tudi jaz bi ga mogel. Ne, to ja. Drugo pa ne, mislim, ti izzivi, pozabno glihove hidrate, alkohol, pašto, cukor, ne bo šlo. To niso izzivi, to so te zaobljube. Prav izziv pa ne vem. Nimam ga. Jaz mislim isto kot ti, na te brez hidratov pa brez alkohola se mi zdi, kot da sem alkoholik, ne, da potrebujem to. Se mi zdi, da če znam v nekih normalnih mejah dozirati eno in drugo, lahko živim vsak dan s tem. Hvala in še veliko izzivov vama želim. Hvala. Hvala, Danica. Čau. Vodilo današnjih izzivov je gola zabava. Še največ bomo naredili, če si bomo sami zadali izziv, se bomo le tako začutili veličino uspeha. Kajti uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši. Pri tem pa naj vam vaša zvezda sveti.